Kaj se danes odpira? Danes v Muzeju novejše zgodovine Slovenije odpiramo razstavo Fašizem in Slovenci, izbrane podobe. V avli začnemo s pripovedjo. Na eni strani je v bistvu začetek fašističnega nasilja nad Slovenci, na drugi rezistenca, torej Danilo Zelen, portret Ljuba Ravnikarja, eden prvih odpornikov, sigurno član Tigra. Če lahko samo eno kratko vprašanje, se pravi, tukaj vidimo kip Mussolinija, verjetno. Mussolinija in Emilija Gricina, visokega komisarja Krajine. No, pa pojdimo. Tukaj je levo, to so avtorji, katerih likovna dela so predstavljena na razstavi. Gre za slikarje, ki so bili internirani v italijanskih taboriščih. V notranjem delu pa so potem? V notranjem delu tukaj začnemo z najtemnejšo temo, najhujšo temo, v bistvu otroci v taboriščih. To so dosti hude slike. Se pravi, to je likovni del v bistvu te razstave, večinoma? Ja, tako. V bistvu so tukaj predstavljena dela Vita Globočnika, bratov Vidmar, Ivana Čarga, Nikolaja Pirnata seveda. In drugih. In drugih, ja. Tole pa mislim, da je Ljubljana. Ja, to pa je? Roška ofenziva 42. leta, izbor fotografij. In mladi. Likovnih del. Ja. Tukaj pa so, vidim, osebna oborožitev. Ja. In italijanski vojaški prapor, triglavka, pištola, italijanski klobuk. Alpinski klobuk. Tukaj so izseki iz pričevanj, recimo tam na tisti steni, tukaj je še nekaj delikovnikov, tam gor. To je v bistvu so slike Nikolaja Pirnata. In potem naprej? Naprej, tale del pa so v bistvu bolj posebne spovedi, ker en del razstave sigurno so tudi pričevanja danih taboriščnikov in v okvirih, recimo tamle, potem tudi tukaj so določeni izseki iz njihovih pričevanj. Pa tudi njihovi osebni predmeti. No, tukaj nadaljujemo z likovno razstavo. Kar precej teh likovnih del? Veliko, mislim, da jih je okrog 250. Ker tudi Italijani so velikrat dali tudi tem fantom, torej tem taboriščnikom pribor, so se dali tudi oni sami slikati in tako naprej. Tukaj je pa tudi nekaj predstavljenih muzejskih predmetov, v bistvu izdelkov iz taborišč, ko so jih taboriščniki, konkretno recimo šahovske figure in narejene iz kruha in sline, v bistvu iz enega italijanskega taborišča, mislim, da iz Reniče, pa zraven simbolično dnevni obrok hrane, recimo v taborišču. Strašljivo. Ja. Se pravi, to so pa že... Ampak iz teh predmetov se vidi dejansko želja po življenju. Te predmeti so v bistvu v lasti koga zdaj trenutno? So to različnih muzejev ali so to bolj posebne narave? Nekaj je, mislim, da so tukaj naši predmeti. Aha. Se pravi, to je zaključni del? To je pa zaključni del. Del. To je spet en izsek iz pričevanja. Če sem na začetku začela s podobami taboriščnikov in otrok, se tukaj kaže
Gonars leta 1942. Ja, jaz sem bil v Gonarsu 10 mesecev, 7-letni otrok. Povejte kakšno zgodbo. Tam je tudi moj tekst razstavljen. In 4 mesece na Rabu. Vsega skupaj imam za seboj 14 mesecev koncentracijskega taborišča kot 7-letni otrok. In sem predsednik taboriščnega odbora Rab Gonars, že od leta 1982. Bi vas samo vprašal, danes, ko je ta razstava, kako vi vidite vse te izdelke, slike in vse skupaj? To je zdaj že druga razstava. Prva razstava na to temo, mislim, da je bila leta 1961 v zimskem času. Takrat ni bilo teh umetniških del, ampak so bile v glavnem fotografije, ki jih hrani fototeka Muzeja novejše zgodovine. Bogata zbirka je o koncentracijskem taborišču Rab, manjih je pa potem o drugih italijanskih koncentracijskih taboriščih, ker vseh je bilo 202 taborišči in eno od teh je bilo namenjeno prav za Jude. Vendar ta taborišča niso bila taka kot naprimer Gonars, Reniči, Treviso, Padova, Visko, ampak so bila majhna in nekaj časa je trajalo, pa je ugasnilo in so spet nekaj drugega odprli. Namreč nas, ki smo šli skozi ta taborišča, je vedno manj, a ne? Vendar moram reči in se zelo pohvalno izraziti, poglejte, župan občine Gonars je zdaj že drugič naročil snemanje filma o koncentracijskem taborišču v Gonarsu in na Rabu in prav danes 14 dni je ekipa TV snemala v Ljubljani. Lani marca meseca je pa iz Rima snemala televizijska ekipa, 3 dni in sicer so snemali celotno okupacijsko območje se strani italijanskega fašizma, tako da so snemali iz Ljubljanskega gradu panoramo Ljubljane, potem pod spominov in tovarištva, potem Gramozno jamo, pokopališče, vojaško pokopališče italijansko iz Prve svetovne vojne na Žalah, potem iz Druge svetovne vojne, ki so ga pa prekopali, imajo samo simbolni grob in pa križ, zraven je nemško pokopališče iz Druge svetovne vojne in pa avstrijsko, potem so, to je bilo 12. marca, 13. marca so šli pa z menoj na območje občine Loški potok, odkoder pa jaz izviram in so snemali potem intervju z Marijo Poje, ki je na Rabu rodila otroka, drugega otroka, Antona 18. novembra in 11. januarja 1943 umrl v Gonarsu v 21. baraki, potem drugi otrok, ki ga pa že od doma pripeljala, Ivan je pa umrl 10. aprila 1944, pa doma na absolutnih posledicah internacije. No in snemali so še vse ruševine na območju požganih vasi, potem so pa 14. smo snemali pa na Rabu. In ta film so potem predvajali na prvem programu italijanske televizije in gledal ga je tudi en starejši sodnik in je spoznal prvič, to je bilo pa v našem delu objavljeno, prvič, kakšne zadeve so delali njihove predhodniki in je bil naslov potem prispevka, da je odprl omaro sramote, ko je začel naštevati, da v Sloveniji se spominjamo vsako leto te žice okrog glavnega mesta, žice okrog okupirane Ljubljane, potem je videl Gramozno jamo, pokopališče talcev na Žalah in to ga je enostavno zgrozilo, kaj je toliko desetletja po drugi svetovni vojni v Italiji še tabu tema tajnosti.